Mogoče res ni najboljše, da živi tako majhen deček sam z mamo na pobočju gore. Danes, ko nikjer drugje na svetu ni več velikih gozdov in ko so divje zveri z planeta Zemlje ohranjene za naslednje rodove samo v živalskih vrtovih na drugih planetih. Povsod sama vesela velemesta, povsod gostilne s pijačo iz morskih rakcev in povsod govoričenje o tem, da ničesar ni mogoče narediti, da ni mogoče ničesar doseči. Stati bo že moral, čeprav je skoraj do 4 zjutraj reševal matematične naloge. Premalo spanja bo zanj. Gram! Mama! Dobro jutro! Drugič pa ne delaj naloge do jutra. Kaj je že jutro? Budi se že, daj, vstani. Nalogo sem rešil. Zato ti še ni treba zamuditi šole. Če sem rešil nalogo, pomeni, da sem pameten. In če sem pameten, zakaj ne sploh grem v šolo? Da se česa naučiš vendar. Če sem pameten, se lahko sam naučim česarkoli se hočem. To lahko poveš meni. Učitelj ne bo zadovoljen, če mu boš kaj takega povedal. Saj tudi ti nisi, mama. Pohiti v kopalnico. Čisti vrat, čisti noge. Vedno govtaš piškote iz deževnikov, medtem ko si sušiš lase. Koliko let ti bom še nosila obleko in zajtrk v kopalnici? Na, izvoli. Še počeši se. Kar ti mi daj, se vidiš, da pijem sok. Veš, Gram, ko boš velik, boš moral sam skrbeti zase. Mama, prišel je čas, da zapustim šolo za zmeraj. 9 let sem že star. Ne, samo tega ne. Dovolj mi je tega pohajkovanja med nevednimi otročički in med učitelji, iztrošenimi roboti. V vesolju je drugače kot na Zemlji. Tam še živijo živali, kakršnih na Zemlji ni več, pa tudi mnoge takšne, kot jih na Zemlji sploh nikoli ni bilo. Tudi pametna bitja v vesolju so res pametna in ne tako kot mi, pametni prebivalci na Zemlji, ki se vojskujemo, kadarkoli nam pade na pamet. Joj, kolikokrat sem že poslušala takšne neumnosti. Joj, kako sem jih sita. Tu na Zemlji pa imaš mamo. Mama je tudi nekaj, se ti ne zdi? Sem jaz takšna pošast, da moraš oditi? Ne joči, mama. Ne bom. Tokrat ne bom. Jokala sem, ko je odhajal tvoj najstarejši brat Blisk. Obljubil je, da se bo vrnil čez leto dni. Mama! In kako sem kričala, ko je odhajal tvoj srednji brat Tresk. Tudi Tresk je obljubil, da se bo vrnil čez leto dni. Prej pa seveda poiskal najstarejšega. Oh, mama, vsak dan mi poveš, da niti Bliska, niti Treska ni nazaj. Blisk je šel, Tresk za njim, zdaj pa sem samo še jaz doma. Se ti ne zdi, da sem malo osamljen? Ne, ne zdi se mi. Onedva si v svetu pridobivata delovne izkušnje. Jaz pa na juvaški šoli proučujem fiziko izpred 10 let, pa zvezdoznanstvo iz prejšnjega stoletja. In kaj bom sploh zvedel o integralih in vektorjih, o ozmozi, pa o motorjih na vodikov pogon? Saj bom prišel pote, mami. Moj Gram, to je rekel tudi Blisk, to je rekel tudi Tresk. Torej bosta prišla. Kam hočeš? Tu za našim gozdom se gora spusti v ravnino. Potem je 100 kilometrov puščave in s tem svojim motorjem je boš težko premagal. In ko prideš v velemesto, tam živijo milijoni ljudi v steklenih palačah in nič niso tako prijazni in prijetni, kot je videti na televiziji. Hudobni so. Poiskal si bom delo, mama.
Poiskal si bom pa tudi takšno delo, da se bom česa naučil. Mama. Ime mi je Marta, sem leteči krožnik, vesoljsko plovilo, žal zastarelo vesoljsko plovilo. Prišel sem na odpad, zdaj pristanem, ja. Pristal sem, kaj pa zdaj? Ugasim licenče. Kaj pa zdaj? Triangolica, zelo zanimiva. Vesoljska ladja iz preteklosti. Kako velika je in kako zaprašena. Hej, si ti? A mene kličeš? Ja, zdaj si ti, vesoljska ladja. Jaz sem ponos vesolja, medzvezdna križarka iz prejšnjega tisočletja. Iz predprejšnjega. Iz predprejšnjega, če si že tako hudoben. Kaj sem že prestala v življenju? Koliko zvezd sem videla od blizu, prosim. Ja, ampak čez odpad ga pa ni, kaj? Čez odpad ga pa ni. Ampak še lahko vzletavam in potem spet pristajam. Ja, to se pravi, da si tako zaniči, da ti niso mogli razstaviti za rezervne dele, a? Ja. Vesoljske ladje smo zgrajene iz enega kosa. Ničesar ni mogoče niti odvzeti, niti dodati. Kar tolaži se, kar tolaži se, ja. Je kdo tu? Hej, prodajam pokvarjen motor. Kar sem ga razbil, hodim peš. Že od 4. leta starosti nisem hodil peš. Zdaj pa se plazim mimo vesoljskih ladij, mimo letečih krožnikov, letečih cigar, mimo pristajalnih modulov. Tu imajo zbirko sonc za neobljudene planete. Sateliti, navadni, bivalni, komunikacijski, kako so majhni. Ja, pa tudi veliki so vmes. Razbil sem motor, ki bi ga rad prodal. Kje pa si? Tu, med sateliti. Pridi sem do roba letečih krožnikov, tu, kjer se začne vrsta vesoljskih ladij. Že prihajam. Motor privleči sabo, potem ga boš moral spraviti na prostor za motorje. Kako sem si tega motorja, da se kar naprej kvari. Ti si pa še deček, kako ti je pa ime? Grom. Grom, močno ime pa imaš, krepko, tako kot blisk, tresk, na primer. Ju poznate? Koga? Bliska in treska. Vem, kako je, kadar bliska in treska in se dež poln radioaktivnih odpadkov zliva čez to prelepo zbirko vesoljskih vozil. Blisk in tresk sta moja brata, iščem ju. Starejša brata najbrž. Veliko starejša. Vsi so ju hvalili, da se znate zelo lepo vesti. Preudarno. Šla sta po svetu. V vesolje sta nameravala. Blisk in tresk. Spominjam se. Čakaj. Pri meni včasih traja, ker imam prevelik spomin. Največji spomin, ki je sploh možen. Pri robotih namreč, pri robotih nadzornikih. Si poznal moja brata?
Ja, hotela sta v vesolje, prišla sta v mesto, iskala sta šolo za vesoljce, poskusila sta se vkrcati na kakšno vesoljsko ladjo, to sta mi povedala, ko sem jima prodal staro vesoljsko plovilo. Odpeljala sta se, zdaj je že veliko leto takrat. A mogoče veš, kam sta se odpeljala? Tega še sama nista vedela. Odkrivati neznano, sta rekla. To vsi rečejo. Največkrat tisti, ki se čez leto ali dve že vrnejo. Nista se še vrnila. Čakaj še malo. Vesolje je prostrano in zemlja nezanimiva. Ja, kaj bi pa ti rad? Poleg tega, da prodajaš razbit motor. Rad bi se v mestu česa naučil. Pojdi v šolo. V mestu so sjajne šole. Ne maram šole. Vsi ste enaki. Raje ne vprašam, kaj misliš o učiteljih. Ker srečen sem, če nobenega ne vidim. Potem nisi najsrečnejši. Tako? Jaz sem učitelj, nič drugega kot učitelj. Res sem stroj za miselne operacije, kup žit in škatla, robot, vendar sem učitelj. In to z dolgoletno prakso. Kje imaš pa učence? Kaj bi rekel, če pokažem kar nate? Tule je moj učenec. Ampak jaz se nočem učiti. Ja, takšne imam najrajši. Nobena šola me ne bo več videla. Ne bom se vpisal nikamor. Mi ne vpisujemo. Tudi spričeval ne poznate? Ne, mi samo poskrbimo, da se učenec ničesar ne nauči. Nič ti ne bo treba znati, ničesar ponavljati, povedal ti pa tudi ne bom ničesar. Pouk boš lahko šprical, kolikor boš hotel. Kaj delate tu? Kaj se tu dogaja? Več boš spraševal, manj boš zvedel. Nikomur nič ne povemo. Vzemi sesalec za prah in na delo. Kdo pa je rekel, da bi rad delal? Prišel si ravno na redno sobotno čiščenje. Pojdi z mano. No, stopi že vendar, no. Tu se vozimo na starih tankih. Je udobneje. Ti grom. Ti lahko rečem nekaj zelo osebnega. Kar daj. Zdiš se mi malo neumen. Mama ni mislila, da sem neumen. No, rajši imam neumne, daj časa ostanejo. Kam pa naj bi odšel? Dokler ne veš, ne moreš oditi. Dokler ne veš, ne moreš oditi. Dokler ne veš, ne moreš oditi. Tako ne boš ravnal z mano, Prašek. Ti si norec, Prašek. Ne. To je škodljivo. Joj, z isto krtačo mi drgneš ekran. Nad računalnikom in stopnice za posadko. Zdaj pristani, da lahko v redu izskočim, tako ja. Prašek, kaj pa jaz? Zdaj pa iskate še mojega pomočnika, ja, koklja stara, ne boš ka me nekar odpeljala, ne? Svetoval sem ti, Pika, svetoval sem ti. Ljuba soseda, ne dovoli, da bi ta prismojeni čistilni robot Prašek še kdaj krtačil tvojo mikroopremo. Ja. Malce leteči krožnik, tu sem zato, da vas ne uniči zob časa, da ne utonete v prahu kot žabe v mlaki. Ja. Vse do takrat neko vas uporabijo za rezervne pline. Gnus sodobne robotike. Ne samo, da pihaš prah v mojo elektronsko opremo, tudi odgovarjaš surovo. Pritožila se bom. Komu? Prašek, umiri se, ne hiti tako. Ti, Prašek, piskaš, leteči krožniki pa streljajo s svojimi izrabljenimi laserji. Vesoljska ladja se vzdiguje in spušča.
Jaz pa sem prišel sem, da bi se kaj naučil. Kaj se lahko tu naučim razen robotskih neumnosti? Grom, nisem jaz skriv, Grom. Naučil sem te čistiti vesoljske ladje, nekaj posebnega. Nekaj je pa le. A, seveda, toliko znam, da bom lahko čez nekaj let postal robot. Si to mislil? Glej, tu imaš nitko. Ne boš, že zadnjič si mi zlomil 2 rebri. Ne boš. Ti. Laži, same laži. Velik si, močan si, bojiš se pa za vsako figo. Mislil sem, da sem našel prijatelja in da nisem več tako sam. Pa vidim, da sem še bolj sam kot prej. Ja, to je samo zato, ker si neumen. Kdor je neumen, se z nikomer ne razume. Kdor se z nikomer ne razume, ta ni v pravo pomoč pri čiščenju vesoljskih ladij. A tako je to. 4 mesece sem pri tebi, zdaj pa to. Učitelj, kje je učitelj? Aha, misliš tistega starega robota, ki škripa? Tistega. Tisti ni učitelj. Tisti je smetar. Kakšen smetar? Pokvarjene robote meče v staro železo. Zato mora biti tako zelo izobražen, ker ne sme metati v staro železo takih na pol ali malo pokvarjenih. Metati mora v staro železo samo povsem pokvarjeno. Kje si? Zakaj se ne oglasiš? To je znameniti prašek. Tu je še en robot za smeti. Ti bom že dal, ti že pokažem, ti. Ujemi Jaz me, ti bom ti me že dal. moraš, ujemi me. Juhu. Joj, kako sem nervozna. Spet celovita. Spet prašitev sem naokoli. Ja. Daj, napni malo možgane. Potrebujem človeka. Zakaj bi naj jaz, ravno jaz, moral skrbeti za rezervne pilote? V skladišču imam 200. Kaj 200? Čakaj, da pobrskam po spominu. 1900 robotov pilotov in to takšnih popolnoma novih, pa tudi takšnih z več svetlobnimi leti izkušnji. Potrebujem človeka. Potrebujemo prosti izrazu razumno bitje, ki bo pripeljalo eno izmed teh starih ladij do novih osončij, ki smo jih ljudje poselili. Potrebujem pa gumnega, vztrajnega in predvsem zelo mladega, čvrstega mladeniča. Vsi ste mladi, vsi ste čvrsti. Odrasli danes samo še gledajo videoprograme. Tudi ti si prava smrklja, pa že glavna nadzornica odpada. Ampak to mi ni všeč, da ti moram 2-krat povedati. Primernega človeka ni. Takšnih ljudi ni več. Pobrskaj, znajdi se. Ti si rekel, da me boš naučil osvajati vesolje. Nimam časa, Grom, ne kriči, pridi čez pol ure. Si rekel, da me boš naučil osvajati skrivnosti vesoljskih poletov. Si me naučil samo brisati prah po uničenih letečih krožnikih. Vsak se sam nauči, kar se hoče. Vsak se sam uči. Kako naj se kaj naučim, ko pa robotu ko prašku dan na dan odmašujem cevi za sesanje prahu? Otrgal ti bom glavo, razbil te bom, zvalil te bom palačinko. Glej, kako pogumen mož. Kako neverjetno odločen mlad mož. Poglej, Lučka, kako naporn je moj delavnik. Nič posebnega. Ja, samo včasih mi hočejo odtrgati glavo. Danes ljudje pozabljajo na prvi zakon človeštva.
Ne uničuj robotov in računalnikov. Posebno tebe ne bo mogel nihče zaščititi hudobnih Pilota imaš mladega, pogumnega, odločnega, ti pa ga skrivaš po omarah skupaj s sesalci za prah. Ja, kar daj ga, kar razmerjaj ga. Ja, kdo pa si ti? Iz mesta prihajam. Si že letel po vesolju, dečko? Ne, pač pa rad gledam filme o vesolju. Nič ne de. Matematika ti seveda ne dela težav, kaj ne? Niti najmanj. Odlično. Seveda ne, ko je pa zapustil šolo pred koncem prvega poletja. Zdaj mi je pa dosti. Fant je plašen, boječ, celo strahopetec. Nekaj pa sem že izumil. O, poglej, poglej. Mladi fant zna uporabljati lastne možgane. Poglej, kako si se zmotil o človeku. Nam lahko pokažeš, kaj si izumil? Seveda, svoj izum nosim za srajco. Vedno ga imam s sabo. Tu, poglej. Kakšno čudo. Glej, našel sem vejo. Tale veja je rasla na levo, druga na desno. V žepu sem našel nož, pa sem odrezal vejo tako, da sem dobil palico. Ta palica se na vrhu odcepi na levo, pa na desno. Tako, tu sem napel elastiko in prišil še krpico. Čemu bi naj to služilo? Samo še kamen potrebujem. Kamenček, imam ga vedno v žepu. Še vedno se mi zdi stvar precej neumna. Dečko, tudi meni ni preveč jasno, kako se stvar uporablja. Takole? To bi bilo lahko novo orožje v vesoljskih vojnah. Se vama ne zdi? No, poglejte še enkrat. Dajmo, hitreje, še dalje, 1, 2, 3, hitreje, še dalje, 1, 2, 3, hitreje, še dalje. Srce mi bo počilo. Če ti bo počilo, ga bomo zamenjali. Leteči krožnik Nace! Leteči krožnik Nace! Pomagaj! Prašek ne uniči groma. Grom je moj vesoljec. Z mano se bo speljal vesolje. Z mano bo premagal razdalje med zvezdami. Z mano bo hitel od planeta do planeta. Prašek, kakšen odpraševalec, pa si poglej, kako je tvoj vesoljec umazan. Pridi sem. Ti moraš kot iz škatlice. Si naš mladi vesoljec. Ne, prosim, ne. Joj, kako je lep. Seveda je lep, ko ga pa Prašek vsak dan 5 ur centrifugira. Breztežnostno centrifugira, ja. To ni več ničemer podobno. Mama, zlata mama, če ne bi verjel, da je v vesolju nekaj daleč, tujih osončnih, najdem starejšega brata Bliska in srednjega brata Treska. Potem mi pri priči izgine od tod. Mama, zlata mama, kaj dela z mano? Ta čistilna pošast, to se ne da povedati. Moj si. Boing, boing, bam, bam. Lučka! 136, 137. Samo za trenutek bi rad govoril. Počakaj, zdaj smo v 41. vesolju. Pobiti moram sovražno ladjevje in pridem 42. Samo besedico. Bam. 11.000 točk za pobite nasprotnike. Zdaj nikogar več. Lučka, a zdaj nekaj bi ti rad povedal. Počakaj, zdaj pridem v 42. vesolje. Cele dneve igraš igrice. Ja, sem opazila.
Zame sploh nimaš časa. Ti pa imaš čas zame, sem opazila. Seveda ga imaš, ko pa ne igraš igric. Dan za dnem treniram, da bi lahko poletel v vesolje. Jaz pa dan za dnem treniram polete skozi vesolje. Samo na gumbe pritiskaš. Kaj pa je drugega treba? Tekati, delati počepe, vrteti se v centrifugi. Pritiskati na gumb, to je vse, kar mora znati mladenič tvojega tisočletja Grom. Bam, 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 pa pri tem pazljivo opazovati in pomiriti. Lučka, jaz ne bi mogel tako streljati. Norec! Streljanje je najvažnejše. Kdor ne strelja, tega sploh ni. Vse življenje je samo streljanje. Kaj pa misliš, kaj boš delal na vesoljski križarki? Vse dneve boš samo streljal. No, ti si kriv. Česa sem kriv? Ti si kriv, da so me ubili. Zdaj ne bom prišla v 44. vesolje. Kako si mogel biti tako hudoben in nespameten? Motil si me. Naj zdaj začnem so igrico od začetka? Ne, prosim, ne nadaljuj. Pa kako naj drugače pridem v 44. vesolje? A si tam kaj pozabila? Ti nisi pripravi. Kaj sem pa naredil? Samo vprašal sem. Kako lep fan si. Mišice imaš in tako prodorno me gledaš. Mama tudi tako pravi. Je pa majhna napakica v vsem tem. Povej, Lučka, povej, kakšna napakica. Strahopeten si, ne maraš bojnih igric, ne maraš matematike, še v šolo nočeš hoditi. Ham, nadzornik, takoj sem. Veš, Grom, naročila bom Hamu, naj te lepo odpelje tja, odkuder si prišel. Naše mesto te ne potrebuje, naš odpad tudi ne. Ne, samo to ne. Nočem domov. Nočem na kmetijo rdeče rumenih črvov. Lučka, rad bi se česa naučil. Rad bi bil tu. Oslarije. Z robotom Praškom sva čistila vesoljske ladje. Pravzaprav je on čistil. Jaz sem mu pomagal sortirati nenavadne drobce prahu. Že stoletja človek ni čistil vesoljskih ladij. Vse opravijo roboti. Ampak jaz sem. Samo zato smo te poslali na delo s Praškom, da te je imel vedno na očeh. Mene pa je tako zelo ugajalo. Kaj ti je ugajalo? Je pometanje vesoljskih plovil, pa krtačenje laserskih topov. Ti, nekaj ni v redu s tabo. Nisi hudoben, nisi napadalen. Kakšen osvajalec vesolja pa boš? Nisi več mlad. 9 let sem star. Ham, kje si? Si že tu. Vesoljska ladja pravi, da je Grom čudovit fant in da je ravno dovolj trapast zanjo, za vesoljsko ladjo Piko. Če ima tokrat celo prav. Ampak s takšnim neborbenim fantom ne moremo tvegati. S takšnim, da rečem kar naravno z bojazljivcem, s takšnim ne bo nič. Vrzi ga ven iz mesta, naj se vrne tja, odkuder je prišel. Lučka, a misliš, če si ti za neprestane vojne zvest, da si ti bolj primerna za vesolje kot on? Ja, tukaj. Kaj misliš, da v vesolju vlada mir? Če vladajo vojne, tako ne smemo poslati samo ene križarke, poslati moramo prodovje. Spet si prepameten. Dovoli, Lučka, programiran sem za tako. Si kdaj videl neznosne pošasti s planetov Alfa Centauri? Vesoljska ladja se ukvarja s pravljicami. Ona jih je videla. Bila je nekaj svetlobnih let na poti, kar vprašajo. Ne bom je. Vesoljska ladja pravi, da je Grom ravno primerno odprti otroci in da se bo s prebivalci drugih planetov najbolje razumel. Vse kaže, da bo morala sama na pot. To bo najbolje, Lučka. Tako spretna si in stroga. Tiho! Prosim te, tiho! Lučka, a veš, da si mi všeč? Sijajna si, ko se razjeziš. Ti si prav
bi šla v vesolje, meni pa bi prepustila skladišče stare vesoljske opreme z vsemi tisoči neubogljivih robotov, domišljavih avtomatičnih modulov za pristajanje in resnih soncejemanje vzorcev z neznanih planetov. Ne, tega ne bom zmogel, saj nimam živcev za kaj takega, saj sploh nimam živcev, saj imam samo žice, saj imam samo nekaj malega bednega znanja. No, najpopolnejši svet sem, je pa še nekaj. Saj nisem človek, da bi bil neuničljiv vedno in v vsakem položaju. Lučka, odhajava šele čez 2 uri in 20 minut. Kdo ve, kdaj se bova vrnili na zemljo? Mogoče se sploh ne bova več? Kje je vesoljska ladja? Kje se je skril? Pravi, da ima dovolj dela z gromom. Pravi, da mora groma čim bolje pripraviti na zahtevne naloge. Grom ne gre nikamor. Škoda, pa tako prisrčen je. Numan je, tebi Pika se sploh ne sanja, kako je trapast. Zakaj pa ne bi bil trapast? Ni dovolj, da sem jaz popolna. Skrbela bom zanj, da nobena mama ne bi zmogla tega. Grom nima volji do ničesar. Ne do učenja, ne do dela, ne do igric. Še streljanje sovraži. Vse človeštvo mi je pa popolnoma tuje. 2 človeka se približujeta, 2. Sklepam, da nobeden med njima ni Grom. Hej, Grom si ti, Grom! Dovolj pripombo. Še 2 uri in 15 minut časa imaš. Če bi želela videti Groma, ga lahko mirno poiščeš. Si ti, Lučka? Poslali so naju iz mesta. Kdo sta vi dva? Blisk, jaz sem Tresk. Bila sva že v vesolju. 10 let sva vozila vodo koloniji na Luni. Bila sva tudi na Marsu in Veneri. Blisk in Tresk? Blisk in Tresk? Kaj vaju je prineslo? A se spomnite, kako smo skupaj potovali na Pluton in se mi je pokvarila 31. atomska elektrarna? Krasno je bilo. Samo 1 leto in 7 mesecev sem bil v bolnišnici. Tu si, Pika, ponos vesolja, najboljša zastarela ladja vseh časov. Vesoljska ladja, ki stoji pred vama, ni zastarela. Prav danes je najugodnejši položaj zvezd in prav s to ladjo, ki tukaj kramlja z vama, odhajam na poletne zvezde. Kaj takega, Blisk? Kar na tuja ozvezdja hoče. Čisto sama grem na pot, nobenih opazovalcev nočem. Poslali so naju po ladjo. Tako? Ladjo morava odpeljati. Ja. Zdaj, ko sem ji zamenjala 10 od 40 atomskih elektrarn. Zdaj, ko smo ji 3-krat razstavili in sestavili. Res je. Počutim se kot nova. Res je. Popolnoma pomlajena sem. Lahko greš z nama, Lučka. Lučka, prav bi bilo, da jo vzameš s sabo. V vesolju so čisto spodobna mirna vzorčja. Goste sprejemajo s plesom in petjem. Ljudje so prijazni in pokromni in se branijo samo, če jih napadeš. Spet navijaš, da bi vzela s sabo tistega strahopetnega, miroljubnega in sploh trapastega Groma. Pa ga ne bom. Grom? Si rekla Grom? Ja, Grom je rekla. Lučka, Grom je najmlajši brat. Ja, Grom, odličen sodelavec. Že mesece vadi za vesoljskega pilota. Robot Prašek ga trenira. Vsak dan tekata tot okoli. A Grom je vajn brat? Že več mesecev ga iščeva. Prišla sva iz vesolja, našla mamo, mama vsa žalostna. Brata Groma pa nikjer. Kaj sva hotela? Komaj sva se znašla doma, sva že morala spet na pot brata iskati. Zato sva rekla, da greva v druga ozvezdja pogledat. Samo še 1,5 ure do vzleta. Vesoljci pri medzvezdnih poletih morajo biti vkrcani vsaj 3 ure pred vzletom. Teči pogled, kje je Grom. Zdaj nimam časa.
Po tebi, vesoljski rak! Ne boš me več dobil v svojem studne klemplje! Ne tako, Grom, ne tako. Ne uniči praška. Prašek je dragocen. Kdo bo čistil vesoljske ladje? Pa! Tu imaš nekaj smrtonosnih žarkov! Poglej, Grom, odbil je žarke z velikim Kaj ti tražim, zvedeni človeški čar, a? Prašek, ti samo igraš sovražnika. Nisi pravi sovražnik. Naravnost sem ti odbil žarek. Si videl, kaj je to? Moje tajno zrcalo. Razbil me je. Razpočil sem se. Pa smo ga! Vesoljskega raka! Pa smo ga! Ni ga več! Kaj si ponoril, Grom? Našemu prijatelju Prašku si razbil zrcalo. Uničil si mojega najboljšega pomočnika. Ne bo se samo Lučka vojskovala! Jaz se bom tudi! Ne bo samo Lučka hudobna! Jaz bom tudi! Ne bo samo Lučka vse vprek pobijala! Jaz bom tudi! Znarov? To sem jaz znarov? S tem norcem se ne bo več boril. Zdaj je bilo zadnjič. Potrgal mi je 5 nog, izpolil mi je 3 antene. To ni stroj, to je navadni bedni človek. Reci no, da ti je vsaj žal. Uničil bom vse plehke robote! Gram! Vse velike borce bom popeljal proti zvezdam! Ja, popeljal jih bom jaz! Grom! Nepremagljivi! Grom! Ja, kaj ti pa je? Grom, kako si se spremenil? Si videla, kako se borim z vesoljskim rakom? Videla. Sijajen si bil. Sijajen pa sijajen, ja? Ogledalo mi je razbil. Grom, si se naučil streljati? Ves dan samo streljam. Znaro je, Lučka. Ne ve, da robotov ni treba mi kastiti, da je vse mogoče brez materialnih problemov in bušk. Opraviti lepo v igricah na računalniku. Rekli smo, da bo borba viteška. Nismo se zmenili, Grom. Ne, nismo se zmenili, da si velja puliti cevi in lomiti krtače. Pusti robota, če je kaj polomljen. 1000 boljših imaš v skladišču. Če si tnari, zamenjaj mu karoserijo. Rajši pojdiva igrati na računalnik. Grom, ne moram verjeti. Kaj praviš, Lučka? Poskusila se bova prebiti v 44. vesolje. Ladja čaka. Ladja, ki se bom z njo popeljala v vesolje. Kaj te, Lučka? Zakaj se cmeriš? Kaj zdaj hočeš? Ti ni več do igric. Zdi se mi, da se je dogodilo nekaj nepredvidenega. Kaj nepredvidenega? To je odpeljal našo vesoljsko ladjo. Hitro skočimo v leteči krožnik. Tisti leteči krožnik še ni čisto za nič. Dohitimo vesoljsko ladjo. Ne smejo nam jo ukrasti, ne smejo. Vse moje sanje so se razblinile. Toliko let sem poprelala staro vesoljsko medzvezdno križarko na robu odlagališča. Smetišča. Z 92 vesoljskih ladij sem nabral dele za tole etino. Prašek, kako naj to prenesem? Potem pa pride nekdo. Grom, prišla se tvoja brata Blisk in Tres. Moja brata? Ni mogoče. Kje pa sta? Bojim se, da vem, kje. Zdi se mi, Grom, da ste nam pravkar odpeljali našo ljubljeno vesoljsko ladjo. Gotovo ste se odpeljala po mamo. Prepričan sem. Grom, kaj je, Lučka? Grom, ti si tako otročji. Lučka, kaj? Poljubila si me? Pa še enkrat.
Zdi se mi, da ta dva ne bosta nikoli videla vesolja. Našla sta nekaj, kar ima bolj ugaja kot tuja ozvezdja. Lučka, si res moja prijateljica. Prašek, je tebi kaj je jasno? Ne? Prav nič? Pa prav nič? Ampak jaz sem šel po svetu, da bi našel svoja brata, da bi našel bliska in da bi našel treska. Najraje ona dva iščeta tebe. Ampak Lučka, čim prej se moram vrniti k mami. Se že začenja. Pa si res takšen, kot sem mislila. Kaj imamo zdaj na mesto vesoljskega poleta? Saj nam nihče ne bi verjel. Že davno sem rekel, ljudi je treba popolnoma nadomestiti. Predvsem pa nadomestiti s čim zanesljivejšim. Z roboti, na primer. Gram, lepo te prosim, ne poslušaj, kaj govorijo puhloglavi stroji. Se mi je že posvetilo, Lučka. Prijatelja je treba najti. Gram, ti si moj prijatelj.